Lokalne volitve 2022. Aktualni župan dr. Ivan Žagar se bo na bližnjih lokalnih volitvah ponovno potegoval za župana občine Slovenska Bistrica. Za kandidaturo ga predlagajo stranke SLS, SDS, Nova Slovenija in Desus. Dr. Ivan Žagar je svoj program podrobneje predstavil v četrtek na novinarski konferenci v prostorih hotela Leonardo v Slovenski Bistrici. Zdaj mi imamo seveda program zastavljen na pravzaprav vseh področjih. V bistvu pa ta program za naslednje obdobje temelji na do zdaj opravljenem delu in gre v bistvu za nadgradnjo tega dela. Če ga malo razdelim po recimo 3 segmentih, kar zadeva tisto osnovno, za kar je prav občina poklicana, gre torej za področje okolja in prostora. Tukaj imamo seveda namen nadaljevati ta program na področju cestne infrastrukture, na področju komunalne infrastrukture, se pravi, treba je še postoriti tisto, kar še je ostalo odprto, kar zadeva čiščenje odpadnih vod, tudi kar se tiče vodooskrbe. K temu mogoče je treba pa dodati nekatere projekte. Zdaj mi smo uspeli v preteklem mandatu zapreti tukaj v mestu prometno oziroma cestno infrastrukturo za izgradnjo druge faze zahodne obvoznice. Zdaj je pred nami tretja faza zahodne obvoznice, ki je pravzaprav nujna, gre za dodatno razbremenitev mestnega središča in tukaj v bistvu že tudi potekajo ti razgovori. V povezavi z temi projekti gre nadaljevanje dela na področju kolesarskih stez, pa tudi sicer gre za realizacijo celostne prometne strategije, ki smo jo mi naredili, tako da bo poudarek v prihodnje tudi na mirujočem prometu, se pravi na parkiranju, na pešconah in pa seveda na kolesarskem delu, tako za mesto Slovenska Bistrica, kot tudi za širše področje. Mogoče še v tem trajnostnem vidiku mi program peljemo tudi na ta trajnostni, torej zeleni način, saj tisto, kar je v naših močeh, tu je recimo področje javne razsvetljave, tisto, kjer prehajamo na to področje, vsekakor, potem je v izgradnji to zeleno parkirišče, ki je nujno potrebno, kar zadeva tega dela. In pa, kot sem že omenil, realizacijo te celostno prometne strategije. Za drugo področje, in k temu je še treba dodati seveda izgradnjo avtobusne postaje. Gre za to, da poskušamo tudi tu narediti nek korak naprej, kar se tiče javnega prometa. In tu tudi gre za nadaljevanje projekta, ki že nekaj časa zdaj poteka. Trenutno smo recimo v fazi projektiranja, veste pa, da smo uspeli pridobiti v tem mandatu tudi zemljišča za ta del. Zdaj naslednje področje je področje družbenih dejavnosti na vseh segmentih. Kar se tiče investicij na področju šolstva, še gre za nekatere manjkajoče stvari, ki jih je potrebno postoriti. Tu imam v mislih pač v bistvu ureditev šolskega prostora na Šmartnem, potem je tu Minka namestnik, potem je tudi še druga osnovna šola in pa seveda tudi program, ki je na področju recimo Zgornje Polskave. Naslednje področje je področje športa. Zdaj, kar zadeva predšolsko vzgojo, tam bomo seveda stvari natančno spremljali, ampak na nek način smo ta program zaključili, to pa se ne pomeni, da še ne bo šlo za neke potrebe, ki se bi slučajno dejansko pokazale. Tudi je sicer treba poudariti, da imamo zelo visok standard postavljen na področju šolske in predšolske vzgoje, kar zadeva seveda pogojev za delovanje. Kar zadeva področje športa, gre za nadaljevanje ureditve športnega parka, tako da so tu zdaj, v bistvu se na nek način že pripravljajo investicije tako v staro športno dvorano, ki bi jo naj, tisto prvo, ki bi jo naj v bistvu res preuredili v center recimo borilnih športov.
Ob tem so pa seveda še tudi potrebne investicije v sam stadion za potrebe recimo nogometa, tudi razmišljanje, kako podaljšati kopalno sezono v bazenu. Zdaj, kar zadeva področje kulture, gre za nadaljevanje investicije na Zgornji Polskavi. Potem je tukaj so nujne in potrebne investicije v grad Slovenska Bistrica na tem delu. Kot veste, smo uspeli grad pripeljati v občinsko last v tem iztekajočem mandatu in tudi tam je potrebno marsikaj narediti. Potem so pa seveda tu še številni drugi projekti, podobno kot na športu, tudi ne samo v mestu Slovenska Bistrica, ampak tudi širše. Ne gre na področju športa za urejanje dodatno investicije v recimo športna igrišča, na področju kulture pa tudi so programi zastavljeni v povezavi z posameznimi društvi, recimo pri obnovi kulturnih domov. Kar zadeva področje zdravstva, gre v prizadevanje širitev, torej in nujna potrebna investicija v zdravstveni dom, ki bo pravzaprav še izboljšala kvaliteto zdravstvenih storitev tu pri nas v Slovenski Bistrici. To je zdaj že 4. faza te investicije, tako da zdravstveni dom že zdaj pa res bo tako skoraj že malo prešel neke osnovne dimenzije zdravstvenega doma. Potem je pa zelo pomembno področje starejših oziroma tega socialnega dela. In sicer zdaj je tu seveda dodatno zagotavljanje kapacitet za starejše v okviru domov upokojencev in pa potem seveda programi na dolgotrajni oskrbi. Mi bomo sigurno se prizadevali naprej še, da se ta projekt Dom doma, ki smo ga peljali, v bistvu dodatno nadgradi v prihodnje. Nadgraditi pa želimo seveda tudi ta medgeneracijski center in programe, ki potekajo recimo v okviru tega našega medgeneracijskega centra Metul. Zdaj, kar se tiče mladih, je eno od vprašanj, ki jih želimo naslavljati v prihodnje, tudi zagotavljanje, potencialno zagotavljanje stanovanj za mlajše, v povezavi z urejanjem mestnega jedra. Vi veste, da smo nekaj objektov mi že odkupili. Gre za to, da želimo vse te objekte pravzaprav nameniti vse stanovanjski del tudi za mlajše družine. No in še področje gospodarstva. Zdaj, sicer občina ima na področju gospodarstva, vemo, relativno omejene možnosti. Osnovni projekt je vsekakor nadgradnja te naše cone industrijske v Slovenski Bistrici. Prostor je v tem trenutku praktično zapolnjen, kar se tiče obeh con, na eni strani in Poljske, na drugi strani tudi te ob avtocesti v Slovenski Bistrici. Zdaj seveda razvoj cone je pravzaprav predpogoj za nadaljni razvoj samega mesta in s tem tudi občine Slovenska Bistrica. Ne gre za gospodarski razvoj in na področju gospodarstva je pravzaprav to tista temeljna naloga, ki občina lahko izvaja. Torej gre za nudenje v bistvu pogojev, da se lahko gospodarstvo dejansko razvija. Podporo dr. Ivanu Žagarju so na novinarski konferenci izrazili Bojan Fajs, predsednik občinske organizacije stranke Desus, Stanislav Mlakar, član občinskega odbora stranke SLS, Žarko Furman, predsednik občinskega odbora stranke SDS in Borut Košič, predsednik občinskega odbora stranke Nova Slovenija. Lokalne volitve 2022.